enako, pa rešimo še eno preverjanje iz polinomov in racionalnih funkcij. Prva naloga, zapiši polinom, ki ima začetno vrednost itd. Zdaj, takoj, ko imamo zapiši polinom, vemo, da ga lahko napišemo v splošni obliki ali pa ničelni. Ker so dane ničle, ga bomo zapisali v ničelni obliki, in sicer tako. P od x je nekajkrat, zdaj pa prvo ničlo. Kaj je prva ničla? 1. Minus 1, to pomeni, bomo napisali x plus 1, ker takrat vemo, da bo x minus 1 in bo to nič. Ker piše, da je tretje stopnje, damo na 3. Krat pri 2 ničlo druge stopnje. Druge stopnje, to pomeni, da bomo napisali x minus 2, ker potem bo pri 2 to nič, ker je druge stopnje na kvadrat. Zdaj, naprej katere stopnje je ta polinom? X na 3 krat x kvadrat, če sam vodilne člene pogledamo, je to x na 5 in to pomeni, da je 5. stopnje. Zdaj, zanima nas pa še ta a. To bomo ugotovili tako, koliko je, da bomo upoštevali začetno vrednost 2. Začetna vrednost je pri nič. Se pravi, kadarkoli je začetna vrednost, to pomeni, da je x nič. Zakaj? Ko je x nič, takrat seka polinom y-os in temu rečemo začetek. Torej, p od nič je a krat, nič plus 1 je nič plus 1 na 3, krat nič minus 2 na kvadrat. Stavimo, ne? In to vemo, da more biti 2, ki piše, da je začetna vrednost pri 2. Torej, a krat nič plus 1 je 1 na 3 je 1, minus 2 na kvadrat je 4 je enako 2. Torej, 4a je 2, delimo z 4 in dobimo, a je 1/2. In naš polinom je p od x, zdaj samo prepišemo to, kar smo na začetku nastavili, samo da za a vstavimo 1/2. 1/2 krat x plus 1, ni nam treba tega računati, kar pustimo v ničelni obliki. Gremo naprej. Enakost dveh polinomov. Kdaj sta polinoma enaka? Takrat, ko imata enako stopnjo pa vse koeficiente. Zato si posebej pogledamo, kaj se dogaja pri x na 4, to je največja stopnja, kaj pri x na 3, pa pri x na 2, pa pri x na 1 in kaj pri x na 0. In gremo. X na 4 sta tale dva, kaj je v spredju? Vidimo, da je pri prvem dvojka, pri drugemu pa a. In že imamo, koliko je a. Potem pogledamo drugega. Pri x na 3. Pri x na 3 je tukaj minus 5, pri drugemu pa b minus 1 krat x na 3. In to pomeni, da mora biti minus 5 isto kot b minus 1. Zdaj to enko damo na drugo stran in gotovimo, da je tukaj minus 5 plus 1 je b, oziroma b je minus 5 plus 1 je minus 4. Potem pogledamo naslednjega. To je tale x kvadrat. Zdaj zgoraj ni x kvadrata, to pomeni, da je v bistvu nič krat x kvadrat. To pomeni, nič je c plus 3 in iz tega hitro dobimo, da je c minus 3. Pri 1 imamo x na 1 je tukaj 6x, tukaj pa 2d plus 4 krat x. Zopet izpišemo, torej 6 je isto kot 2d plus 4 in zdaj to enačbo rešimo. 6, ko pustimo, damo tja še 4, je 2d, to pomeni, da je potem 2d enako 6 minus 4 je 2, delimo z 2 in dobimo, d je 1. In x na 0, to je pa ta zadnji, takole in tukajle, to pa pomeni kaj? Da je 2 enako kot 2e.
Zdaj delimo z 2 in dobimo, da je e enako 1. Tretja naloga govori o Hornerjevem logaritmu, torej si pripravimo tabelico. Zgoraj v prvi vrstici izpišemo količnike. To je 1 krat x na 3 minus 3 krat x na 2, 1 in minus 3. Če bi bil kjer kakšen x na 2 recimo manjko, potem bi bila tam nička. Dokazujemo, da je 3 ničla, torej napišem tukaj 3, prepišem enko in grem 3 krat 1 je 3. Če to dvoje seštejem, je to nič. 3 krat nič je nič, 1 plus nič je 1, 3 krat 1 je minus 3, je plus 3 in minus 3 plus 3 je nič. Če pride rezultat nič, to pomeni, da je to ničla, ker je vrednost pri 3 nič. Določi ničle tega polinoma. Zdaj, ta polinom očitno lahko razstavimo. Če se da, ga razstavimo na pamet, sicer lahko ničle iščemo tudi s Hornerjem, ampak tukaj mislim, da bo šlo. Izpostavimo lahko dvojko, ki je 2 krat 1, 2 krat 3, 2 krat 4. Ostane pri prvem pa še x-e, in sicer koliko x-ov? X na 2 je povsod. Pri prvem izpostavimo 2x, pri drugem enega in potem še en ostane, pa tukaj le še ostane trojka, minus 3x, pa minus 4. In to, kar je tukaj noter, lahko naprej razstavimo po Vijetovi formuli, torej mora biti produkt minus 4. Če se tega produkt minus 4, seštevek minus 3. In to pomeni, da bo eden pozitiven, eden negativen, ker samo tako bo produkt negativen. 4 je pa 4 krat 1, se pravi minus 4 pa plus 1. Če se tega ne spomnimo, lahko to kvadratno enačbo razstavimo tudi s pomočjo diskriminante. Se pravi, diskriminanta je b kvadrat minus 4ac, b je minus 3 na kvadrat, je b, minus 4 krat, tukaj je enka, a je 1, se pravi, to je a, to je b, to je c. Minus 4 krat 1 krat minus 4 in ugotovimo, da je to 9, minus pa minus je plus 16 je 25. Potem pa poiščemo rešitvi. Minus b plus minus koren iz d volumeno z 2a. Minus b je torej v našem primeru minus minus 3 je 3, plus enkrat pa minus koren iz 25, volumeno z 2 krat 1, to je kar 2. In iz tega dobimo zdaj dve rešitve. Ena je 3 plus koren iz 25 je 5, volumeno z 2, je 8 deljeno z 2 je 4, to je ena ničla, ki smo jo tudi tukaj dobili. Druga ničla je pa 3 minus 5 volumeno z 2, to je minus 2 volumeno z 2 je minus 1, to je pa druga ničla. Se pravi, tako tukaj dobimo. Vsekakor potem določimo ničle za ta polinom. Prav, na en ali drug način poiščemo to. Ne splača se pa tukaj s Hornerjem delati. Eto, zdaj bomo pa zapisali ničle. Kaj so ničle? Prva ničla je tole. Kdaj bo to nič? Takrat, ko bo x nič. In sicer je ta druge stopnje, ker je na kvadrat. Naslednja ničla je, tukaj vidimo, da x je minus 1, ali pa tukaj. Ta je prve stopnje, se samo enkrat pojavi. In tretja ničla je 4, tudi ta je prve stopnje. Tako. In ničle imamo. Piše še, da naj izračunamo p od 1 in potem narišemo graf tega polinoma. Zdaj, zakaj p od 1, zakaj ne začetna vrednost? Ker je pri nič že ničla. Dajmo izračunati p od 1. Takole. P od 1 je 2 krat 1 na 4, minus 6 krat 1 na 3, minus 8 krat 1 na kvadrat. To je torej 2 krat 1, ker to je 1, to je 1, pa to je 1.
Torej 2 minus 6 je minus 4, minus 8 je minus 12. Zdaj bomo pa narisali graf. Takole. Koordinatni sistem. Označimo ničle. Te so pri nič, zapišemo zraven, da je ta sode stopnje, pri minus 1 in pri 4. Takole. In zdaj narišemo, še označimo, kakšen je predznak. Ugotovili smo zgoraj, da je znak pri 1, da je vrednost minus 12, torej negativna. In tukaj začnemo risati pri 1. Pri 1 je torej vrednost negativna in do prve ničle na vsaki strani. Pri 4, ki je ničla lihe stopnje, se predznak spremeni. Pri nič, ki je sode stopnje ničla, ostane predznak enak, pri minus 1 se pa spet spremeni in gre vzgor. No, zdaj pa še na to samo graf narišemo. In ta graf bo mogel iti tukaj skozi, pa do ničle, pa se obrne, pa gre spet čez ničlo, tukaj gre pa tudi neskončno. To je naš graf. Imamo še en graf za narisati, nariši polinom. Tudi tukaj določimo najprej ničle. Tako. Se pravi, kdaj je to nič? Takrat, ko bo x 2. In sicer je to ničla prve stopnje. Kdaj je tole nič? Še enkrat x 2. Seveda, to bi lahko napisali tudi kot x minus 2 na 5. Na 1 pa še na 4 je skupaj na 5. Se pravi skupaj 5. stopnje, kar je prva stopnja. Potem je pa še ena ničla, to je pa minus 1, ki pa je prve stopnje. Prav, ta ni prve, ta je 1 plus 4, 5. stopnje, liha stopnja. Potem izračunamo začetno vrednost, zato da bomo vedeli, kje funkcijo začeti risati. P od nič, vstavimo ničlo, je torej nič minus 2 na 5, zdaj vemo, da je, krat nič plus 1. To je minus 2 na 5 je minus 32, krat 1 je minus 32. Se pravi, pri nič je vrednost negativna. Zdaj bomo narisali graf tega polinoma. To je x-os, to je y-os, to je izhodišče, to je 1. Ničle so torej pri minus 1, to je tukajle. In pri 2, to je tukaj. Potem vemo, da je pri nič negativna vrednost, to je dol. Ker je 2 ničla sode stopnje, pardon, ničla lihe stopnje 5, 1 plus 3 je 5, se znak spremeni. In prav tako se tukaj spremeni. In dobimo graf takole, tukaj dol, se obrne in gre gor. Skoraj kot kvadratna funkcija. Reši iracionalno enačbo. Tudi tukaj najprej določimo ničle. Ničle so tam, kjer je števec, to je tisto, kar je zgoraj, enak nič. Kdaj je to nič? Pri minus 2 in sicer prva stopnja. In kdaj je to nič? Pri 4. To je pa četrta stopnja, soda stopnja. Potem določimo pole. To pomeni, da pogledamo, kdaj je spodnji del nič. Pol je spodnji del. To je pri x je 3, takrat je tole nič in to je 5. stopnje. In pri x je minus 1, 4. stopnje. Zračunamo še vrednost tega polinoma oziroma te racionalne funkcije pri nič, začetno vrednost. Nič plus 2 je vzgori, se pravi na mesto x vstavimo nič.
pa nič minus 4 na 4 in spodaj nič minus 3 na 5 in nič plus 1 na 4. Zdaj, nas niti ne zanima, koliko je, samo če je pozitiven ali negativen. Recimo, nič plus 2 je 2, to je pozitivno. Nič minus 4 je minus 4 na 4 je plus. Nič minus 3 na 5 minus na 5 je minus. In plus 1 na 4 je plus. In to vse skupaj je minus. In zdaj to narišemo. Se pravi, ničle so pri minus 2, to je tukajle, prva stopnja, in pri 4, kjer je četrta stopnja, označimo, da je to soda stopnja. Potem polje pri 3, rišemo asimptoto, in pri minus 1, to je tukaj. In pri minus 1 je soda stopnja. Zdaj, ker je sam predznak, itak ne rabim risati vodoravne asimptote, ker grafa ne bomo rabili risati, pa tudi sicer ga ni treba, zato ker je vzgori prva, pa plus 4 peta stopnja, spodaj pa 5 plus 4 deveta. Torej je zgoraj manjša stopnja kot spodaj in je vodoravna asimptota nič. Zdaj narišemo predznak. Pri nič je torej predznak minus, dol. Pri 3, to je peta stopnja, se znak obrne. Pri 4, četrta stopnja, ostane enak. Pri minus 1, četrta stopnja, ostane enak. In pri 2, liha stopnja, gre gor. Zdaj niti ne rabimo grafa narisati, zanima nas samo, kdaj je ta vrednost večja od 1. In večja od 1 vidimo, da je tukajle, večja od nič in tukaj. In zato napišemo rešitev. X je element od minus neskončno pa do minus 2, unija od 3 do neskončno. Še en polinom z deljenjem. Se pravi, deliti moramo x na 3 minus 3x plus 3 z polinomom x plus 2. In to je x na 3 deljeno z x je x kvadrat, zdaj pa množimo, x kvadrat krat x je x na 3 in x kvadrat krat 2 je plus 2x kvadrat. Odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost. Ta dva se izničita, ostane minus 2x kvadrat minus 3x plus 3. Potem pa naprej. Minus 2x kvadrat deljeno z x je minus 2x, zopet množimo, minus 2x krat x je minus 2x kvadrat, minus 2x krat 2 je minus 4x. Odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost, se zopet ta dva izničita, ostane x plus 3. In x deljeno z x je plus 1, x plus 2, odštejemo oziroma prištejemo nasprotno vrednost, se izničita in ostane 1. To je naš ostanek. Zdaj pa piše, da moramo zapisati z obliki osnovnega izreka v deljenju. Če bi imeli mi račun, recimo 6 deljeno z 4 je odgovor 1 in ostane 2. Ampak po osnovnem izreku v deljenju bi lahko napisali, da je to 1 krat 4 plus 2. Zdaj, tole je v bistvu 6, to 4, tole 1, to je pa ostanek 2. In zdaj napišemo, namesto 6 napišemo tole. To je namesto 6. Namesto 4 je to. In tudi tukaj, tako še bomo popravili tam. Rezultat, ki ga dobimo, je namesto 1. In ostanek
je pa tukaj 1, pri deljenju je bil pa ostanek 2 in to je zapisano tukaj. In zdaj samo to zapišemo. Zeleno je torej x na 3 minus 3x plus 3 je isto kot modro je, namesto enke je x kvadrat minus 2x plus 1, krat rdeča je x plus 4 in še ostanek plus 1. In to je naš odgovor. Se pravi, ta račun je samo za pomoč, zato da znamo izraziti.